Arhitektka je nekoč zaprt tloris stanovanja s prenovo preoblikovala v odprt, povezan prostor, ki ga odlikuje krožna zasnova osrednjega dela. Celoten prostor je zasnovan kot dom in tudi ustvarjalna platforma ali odprti atelje za lastnika, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem in oblikovanjem nakita. Predstavili vam bomo osupljivo transformacijo tipičnega socialističnega stanovanja iz poznih 50-ih let. Z obilo domišljije in odprtostjo naročnika za drzne rešitve je na novo nastali interier diametralno nasprotje starega. Vas že zanima? Poglejmo. Maja in Rok, lepo pozdravljena. Zdravo. Pozdravljena. Rok, moj prvi vtis, ko sem stopila v to stanovanje, je disko, pisani reflektorji, disko krogla, kopica enih veselih, razigranih ljudi. A bo držalo to? Ja, mogoče je tako ob vstopu v stanovanje, marsikomu ta asociacija mogoče res na nek disko klub ali pa nek bar, ne. To se pa zgodi predvsem za te visoke steklene stene, ki jo imamo v bistvu za vrati in je oblikovana na princip lonenih ogledal. Za njo je pa v bistvu še neka taka srebrna zavesa, ki na nek način v bistvu omejuje moj dnevni pa bivalni prostor. No. Vam je to stanovanje poznano že iz otroštva, tukaj sta stanovala vaša babica in dedek. Kakšni pa so vaši občutki zdaj, ko v bistvu vidite to stanovanje v popolnoma drugačni luči, prenovljeno? Ja, v resnici gre za precej veliko spremembo, ne samo vizualno, ampak tudi v neki sami dinamiki prostora, ker iz nekega majhnega po občutku temnega stanovanja smo kar naenkrat dobili odprto svetlo stanovanje z enimi samimi vrati. Ja, ko so se malo začela dobivati pa nekako koncipirati nek karakter te prenove, sem imela v mislih v bistvu približati se enemu občutku lofta. Sicer loft je v nekem socialističnem bloku malo težko narediti, ja, ampak se mi zdi, da s temi nekimi arhitekturnimi potezami, z rušitvijo nenosilnih sten pa umikom vrat, smo se temu občutku pač na nek način tudi približali. No. Pri svojem delu v bistvu izhajam iz posameznika in prostora, ki mu je namenjen. Šele ko začutim torej posameznika in prostor, lahko pričnem s kreiranjem prostora. V bistvu je posameznik in prostor sta navdih pri mojem v bistvu ustvarjanju in od tukaj tudi navdih za ime projekta. Na vprašanje, kako je potekala prenova, sta oba soglasno odgovorila, da zabavno. Pri ustvarjanju inštalacije iz ploščic so recimo sodelovali tudi drugi prijatelji. Rok in Maja sta vedela, da želita odprt prostor, monokromatski interier z določenimi močnimi barvnimi poudarki. Stanovanje, ki se je skozi generacije spreminjalo, je z zadnjo prenovo zagotovo doživelo najbolj temeljito spremembo. Arhitektka Maja Stamenković je znana tudi po tem, da za vsak interier, ki ga oblikuje, rada ustvari unikaten kos pohištva. Tudi tukaj je nastalo nekaj takšnih zanimivih kosov oziroma detajlov, ki pomembno opredeljujejo interier. Najbolj markantna in opazna je zagotovo betonska miza, ki kraljuje v osrednjem prostoru in je obenem povezovalni element med kuhinjo in dnevnim delom. Unikatni sta tudi zofa in kavna mizica ter omarica za čevlje s kovinskim okvirjem za obešanje oblačil. Tale miza, tale betonska miza, tale težka miza, ima posebno zgodbo, kako je nastala. Ja, na koncu smo, glede na to, da je res prilagojena na prostor, smo v bistvu tudi kalup izdelali v samem prostoru. In tako da je bila v bistvu miza od začetka do konca, do finalizacije ustvarjena za ta prostor in v tem prostoru. Odlično. Rok, vi ste po poklicu grafični oblikovalec in oblikovalec nakita, torej vas umetnost, kreacija spremlja tudi v poklicnem življenju, pa tudi sicer radi zbirate umetnine. Kaj vse lahko najdemo v vaši zbirki? Ja, tako je. Jaz sem v bistvu zaključil likovno akademijo vizualne komunikacije in sem v bistvu oblikovalec že vrsto let. Tako da na zidovih imamo v resnici predstavnike mlajše in srednje generacije slovenskih umetnikov. To sta Neven Aleksovski pa Maja Babič-Košir. Potem pa še najdemo neke druge avtorje, med njimi so Primož Zorko, Andreja Musa, Žiga Tomori, tako da je veliko enih stvari. Poleg tega pa
Imam tudi precej nekih objektov, nekih artefaktov, ki sem jih v bistvu zbiral tekom let po potovanjih, recimo Pariz, pa London, pa Berlin. In se mi zdi, da so zdaj v tej neki prenovi našla neko svoje mesto v samem interjerju. Prenovljeno stanovanje je lep primer sodelovanja med arhitekturo in umetnostjo. Tako umetnost kot arhitektura ljudi povezujeta in združujeta. Prizadevati si moramo, da bi bilo tega v praksi še več.